Vi ste bil dolgoletni direktor, nadaljujete tradicijo vaših starih staršev, vašega očeta, mame, sedaj pa to predajate vašemu sinu. Res je, nekje leta 1988 sem začel v preurejeni gostilni. Ta preureditev nekako nas je peljala v dokaj hitri razvoj in v letu 1997 sva z očetom izgradila v bistvu to dvorano, ne. Takrat smo jo že naredili, predtem seveda sva se odločala. In od leta 1988 je minilo kar 30 oziroma 31 let in v veliko veselje mi je, da je zdaj to nekako mojo vlogo, jaz upam v prihodnosti, da jo bo dobro vodil moj drugi sin po starosti, Aleš, ki se je že kar nekaj let dokazoval v tem turističnem delovanju kot šef vodja strežbe. In zdaj nekako ambicije so postale še malo večje, močnejše in želim tudi še zmeraj v smislu družine, da bi ta prireditveni prostor doživel še mogoče kakšen vrhunec oziroma imava skupaj željo, da združujeva še naprej tako gostinsko tradicijo kot prireditveno tradicijo, se pravi kot glasba, ker vemo po eni strani dedek in babica, se pravi Ivan in Mara, sta to nekako uspešno gostilno vodila do leta 1978, se pravi 1978, nakar sta bila že v starosti nekako nemočna in v tistem času je potem nekako 8-9 let šla v najem, tako da potem je pa sledilo tisto pomembno leto 1988, ko smo z očetom na novo pognali. No, v Begunjah ima vaša gostilna Pri Jožovec, kot je poznana, zelo dolgoletno tradicijo in vam verjetno tudi obiska ne manjka. Tja, v bistvu so drugačni časi in ugotavljamo zadnja leta, da je recimo dokaj upadel ta množičen turizem, se pravi avtobusni turizem, ne. Tukaj se nekako zmanjšuje zadeva. Ravno iz tega vidika je toliko večja potreba in želja, da bi obudili in se posvetili več individualnim obiskovalcem. Tudi tip prireditev v tem primeru je drugačen in nekako tudi slovenski trg za to našo domačo glasbo je včasih tako nasičen, morda celo prenasičen, da enostavno tudi, bi rekel, za nas mogoče nekako težje, ne. In bi rekel, verjamem v naravno selekcijo in da moraš biti vedno znova se truditi, da si dober, da ugodiš gostu, da ga zadovoljiš in na koncu tukaj ne moramo spati na lovorikah in imenu in tako kot v glasbi, ko stopiš na oder, se vedno znova moraš dokazati. No, in številnimi vašimi prireditvami, ki jih imate tukaj prav v tej novi dvorani, kot je Slovenski pozdrav, kot je ansambel Saša Avsenika, pa tudi vi ste glasbeni in seveda tudi vaša hči vstopa v te vode. Ja. Kar nekaj novih prireditev in ena tistih, ki sem pa najbolj vesel, je pa, da bo Monika oziroma je že začela v mesecu septembru, enkrat mesečno ob sobotah vabimo na plesne večere, kjer prepeva v bistvu svetovne hite, to ni to glasba, narodno-zabavni večeri, ampak plesni večeri, kot so nekoč bili, še ko sem odraščal v Ljubljani, in tako da se veselim, no, da doživimo tukaj lepe plesne večere in da pridajo pari ali ne pari in se tukaj mogoče spoznajo. Skratka, lahko zaključiva z besedami, tradicija je bila in ostaja. Ja, na nek način lahko rečemo, svet stoji na mladih in tudi Avsenikova domačija v tem trenutku jo prevzemajo mladi, tako Sašo, Aleš, Monika, sledijo tudi Primož in Nataša, še druga hči in tretji sin in vsi nekako so večeri, ko že vsi skupaj tukaj delujejo, tudi Primož se vklaplja v gostilno, v strežbo, prav tako Nataša. Nataša je še bolj univerzalna, tako da jo lahko tudi kdaj srečate v muzeju ali v pisarni, tako da je tudi multifunkcionalna. Vi ste zdaj prevzeli tradicijo Avsenik in ste postali direktor. Je to za vas velika obveznost, čeprav ste imeli že prej poslanstvo vodja strežbe? Ja, v gostilni že nekaj let funkcioniram, sem zaposlen bil kot šef strežbe. Zelo odgovorno delo, veliko stika z gosti smo imeli že prej. Je pa trenutno velik izziv zame osebno pogledati na zgodbo Avsenik tudi malo širše. Ne samo preko natakarja, preko gostilne,
ampak tudi celotno gledano imamo tudi muzej, imamo glasbene prireditve, skupaj z bratom zdaj še več sodelujemo, z sestro Moniko, ki poje, imamo še bolj povezane odnose. In vidim zelo lepo zgodbo, ki jo lahko nadaljujemo po Slavkotu, po očetu Gregorju, da zdaj še nova generacija stopimo v korak naprej, se potrudimo, damo vse od sebe, kar zmoremo in probamo, da bo Avsenikov ime še naprej živel. In kaj je pravzaprav za vas poseben izziv tukaj zdaj? Poseben izziv je prvo priti čez mrtvo obdobje, čez zimo in pripraviti program, ideje za novo sezono 2020. Veselimo se ga zelo, upamo, da bo uspešno po pričakovanjih. Tako da gremo zdaj 2020, novo sezono, priprave in potem naprej dopolnjevanja, izboljšave na vseh področjih, kar se bo dalo. Imamo sobe, muzej, gostilno, vse lahko, eno je ohranimo, eno pa še kaj izboljšamo. Ali boste skrbeli tudi za dopolnjeno ponudbo pri kulinariki? Ja, bomo probali. Kulinarika v naši družini, v naši hiši je že kar dolga. Tradicijo imamo, težko je tukaj nekaj novega se spomniti. Bomo probali vzdrževati kvaliteto, rečemo, da so gosti pri nas zadovoljni, nas pohvalijo. To vzdrževati je že velik izziv, če bomo pa še izboljšali, bo pa še toliko boljše. Ali se boste ponovno naslednje leto priključili Okusom Radolce, tem 9 restavracijam, ki so že in vi ste že bili? Ja, tale akcija Okusi Radolce je bila nam dobra izkušnja, pozitivna. Žal smo imeli mi sami toliko veliko raznih dogodkov, prireditev, da smo težko zraven. Tudi je nekako splošna pomanjkanje kolektiva. Tako da tudi bil za nas izziv pa problem, da nismo bili zraven. Se pa veselimo, če bi nam uspeli naslednjo leto biti zopet zraven. Imamo željo, bomo stremeli k temu, upam, da rata.